Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Tokrat bi posebej izpostavili slavnostno akademijo ob 60-letnici judo kluba Impol, pa še kaj se bo našlo, zato ste vabljeni k ogledu. Koncert učiteljev glasbenih šol Slovenska Bistrica in Čakovec. Tek Evropa-Dovna. Drugi dan operativnega gasilca. Srečanje s predstavniki učencev osnovnih šol in njihovih mentorjev prometne vzgoje. Slavnostna akademija ob 60-letnici judo kluba Impol. Glasbena šola Slovenska Bistrica je v okviru letošnjih prireditev ob svoji 70. obletnici dne 10. oktobra pripravila v Viteški dvorani gradu Bistrica koncert učiteljev umetniške šole Miroslav Magdalenič iz Čakovca in glasbene šole Slovenska Bistrica.
Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Europa Donna Slovenija že vrsto let oktobra pripravlja številne aktivnosti, s katerimi osveščajo širšo javnost o raku dojk in opozarjajo na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. V Slovenski Bistrici so v soboto 12. oktobra izvedli tradicionalno prireditev Tek in hoja za upanje. Udeleženci so se zbrali pri osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Tekači so v Bistriškem parku pretekli 3 kroge, nekateri udeleženci pa so hodili. Prireditve se je udeležil tudi Stanislav Mlakar, podžupan občine Slovenska Bistrica. Gasilska zveza Slovenska Bistrica je v soboto 12. oktobra na 3 kraljih izvedla drugi dan operativnega gasilca, prikazano taktično vajo, na kateri so prikazali raznolikost današnjih gasilskih intervencij in uporabo sodobne tehnične opreme. Na vaji so predstavili usklajeno delovanje vseh, ki delajo na področju zaščite in reševanja. Več o dogodku je za Studio Bistrica povedal Franc Ačko, predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Ja, danes izvajamo tukaj na Pohorju, na 3 kraljih, imamo drugi dan preventivnega gasilca in naše gasilske zveze sodelujejo vsa prostovoljna gasilska društva naših 4 občin, to občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnice in Makol. Namen vaje je vsekakor usklajenosti in v preventivnem delovanju, da prikažemo usklajeno delovanje vseh, ki delamo na zaščiti in reševanju. Pomeni, da danes so tukaj prisotni tako reševalci, ki so sestavni del vseh teh akcij, prisotni so tudi policisti, prisotna je tudi vojska, ki pa spadamo gasilci v isti resor kot vojska. Potem so prisotni tudi letos prvič kinologi, sicer z 4 reševalnimi psi, ki bomo na koncu prikazali na vajo iskanja pogrešanega. Tako da res namen take vaje je vsekakor v preventivnem delovanju, v usklajeni povezavi, da dobimo neko rutinirano za Bog ne daj neko večjo intervencijo. Lahko samo na kratko opišete vse te 4 vaje? Ja, zdaj smo pri prvi vaji šele, ki je kar obsežna. Vidimo, da tukaj sodeluje kar skoraj polovica od naših 14 društev in sicer je prišlo do požara v objektu hotel RTC Trije kralji, hotel Jakec. In sicer se izvaja, z te strani sedaj vidimo eno platformo PGD Poljčane, ki jo ima za reševanje iz višin. Na drugi strani je prav tako, ker je šlo za večji obseg oziroma obsežnejši požar z PGD Slovenska Bistrica za avtolestvijo. Izvajajo se notranji napadi, išče se pogrešani, ki bi slučajno bili v samem objektu. To je prva vaja, potem druga vaja bo zelo zanimiva, gre za reševanje iz višin in sicer zelo kompleksna in zahtevna vaja, kjer bomo prikazali z vrvno tehniko, kako se rešuje iz višin. Naslednja vaja bo pa požar v naravi oziroma kjer bomo tudi izvajali, tu bodo glavne sodelovali naši veterani in naše članice, ki so tudi zelo aktivne in sestavni del našega članstva in bo potekala na območju tega kompleksa. Kako pa ste sicer opremljeni in usposobljeni v Gasilski zvezi Slovenska Bistrica in kako je trenutno s članstvom? Gasilska zveza Slovenska Bistrica oziroma gasilska društva na našem območju so zelo prepoznavna oziroma znana, zelo oprema, občine imajo zelo veliki posluh. Moram reči, da danes so občine pokrovitelji te prireditve. Naši župani, žal bistriški je v Bruslju, ostale so tudi nam poslali pozdrave, tako da zelo dobro sodelujemo. Opremljenost je na zavidljivi ravni in tudi usposobljenost. Moram reči, da smo tudi poznani po tekmovalnem področju, zdaj približuje se olimpijada in tudi to je del preventive. Zelo smo ponosni na naše mlade, to je fenomen v Sloveniji, kar nam zavidajo tudi tuje države. Mi smo imeli zdaj ravno predstavnike iz Finske, ki so
k nam prišli pogledati, kako naš sistem deluje, ko so imeli eno večjo elementarno nesrečo, ki je velika škoda nastala in kot vzorčni primer so ravno vzeli Slovenijo. Tako da res smo zadovoljni tudi s pomladkom. Danes bomo podelili celo napredovanje oziroma boste videli, da je kar ena množica mladih, ki so naredili ta prvi izpit za gasilca pripravnika, tako da res smo ponosni na vse kategorije naše članstva, pa vse so aktivne. Na dnevu operativnega gasilca so predstavili tudi ukrepanje ob množični nesreči z dekontaminacijo. Kot je še povedal Franc Ačko, je bil cilj vaje dosežen, to je povečanje skupne usklajenosti v primeru večjih kompleksnih intervencij na našem območju. Vaja je pokazala usklajeno delovanje posameznih prostovoljnih gasilskih društev, kakor tudi optimalno uporabo razpoložljive tehnike. Tudi komunikacija, poveljevanje, vodenje in sama realizacija vaje so bili na zavidljivo visoki ravni, kot se od društev na našem območju tudi pričakuje. Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar se je v torek dne 15. oktobra v sejni sobi občine Slovenska Bistrica srečal s predstavniki učencev osnovnih šol in njihovih mentorjev na področju prometne vzgoje. Tema srečanja je bila prometna problematika na območju osnovnih šol in na šolskih poteh. Sem Luka Ocepek iz osnovne šole Pohorskega odreda. Za nami je šolsko leto, ki je bilo prežeto z aktivnostmi o varnosti v prometu, ki smo jih skupaj s policijo v Slovenski Bistrici, s predstavniki ZŠAM, Svetom za preventivo v cestnem prometu, starši in drugimi izvajali v okviru pouka in drugih dejavnosti. Kot vsako leto smo poskrbeli za naše najmlajše in predstavili varno hojo pešcev in opremo, da so postali previdni in vidni udeleženci v prometu. Aktivnosti z področja prometne varnosti smo izvajali z različnimi projekti, kot so policist Leon svetuje, kolesarček, pasavček, rumena rutica, varno na kolesu in prometna kača. Organizirali smo tekmovanje Kaj veš o prometu, organizirali projekt Jumikar ter z učenci izvedli teoretični in praktični del kolesarskih izpitov. Organizirali smo akcijo, kjer smo starše opozarjali na pomen varnostnih pasov, opravili smo več ogledov varnostnih poti v okolici šole ter se z mentorji in s policijo seznanili o pravilnih ravnanjih pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Sodelovali smo tudi z mestnim redarstvom, obveščali smo Svet za preventivo v cestnem prometu in izvedli opazovanje prometa v okolici šole. Tako smo ugotovili, da je veliko voznikov med vožnjo uporablja telefone ter vozi z neprilagojeno hitrostjo. Na osnovni šoli Pohorskega odreda ugotavljamo, da je okolica šole prometno zelo obremenjena in s tem nevarna, predvsem za nas učence, ki se kot pešci in kolesarji vsakodnevno vključujemo v promet in smo z nevarnostmi najbolj izpostavljeni. Zato si želimo, da nam pomagate uresničiti naloge do varnih poti do šole s kolesi in peš, zato predlagamo. Da se pri prihodih za pešce na Partizanski ulici uredi vidno polje, ki ga zelo zastirajo na novo nasajeni gabri, tudi pri Zavodu za šport. Da se na cesti za igriščem nariše oznaka za kolesarsko pot, ki se naj nadaljuje po Kopališki ulici. Da se označijo prehodi za pešce v križišču Kopališke ulice pri mostu na vseh 4 odsekih. Da se uredi pločnik v smeri zdravstvenega doma po Kopališki ulici, saj v tej smeri obiskuje šolo vedno več otrok. Da se šolsko parkirišče zavaruje zapornico, da se nadzoruje park, da se zavaruje z ograjo vsaj del šolskega okolišča, ki meji nad cesto. Da se obnovi ograja v Gabrovi meji, ki meji na Partizansko cesto, da se na Kopališki ulici uredijo vidne označbe, več prehodov za pešce, pločniki, dodatni pasovi, več znakov otroci na cesti in tako dalje. Da se na Kopališki ulici uredijo obratni vozni režim ali da se naredi odstavni pas za vozila in se parkirišče za zaposlene razširi do potoka. Delavci šole, kot tudi starši, učenci, že nekaj let
opozarjajo na nevarnosti in predlagajo omejene izboljšave, a žal brez uspeha, saj doslej še ni bilo nobenih učinkov. Kljub obiskom z občine je ostalo samo pri pogovorih in se ni ničesar uredilo oziroma spremenilo. S starši še vedno zaskrbljeno opozarjamo na nevarnosti ob Kopališki ulici in menimo, da bi bilo potrebno vozni režim urediti drugače. To območje je za učence izredno nevarno. Težavo predstavlja prečkanje zelo prometne ceste v času šolske konice. Prihodi in odhodi učencev iz šole, obračanje in ustavljanje voznikov po cestišču, slaba vidljivost v času megle, še vedno pa se najdejo vozniki, ki vozijo v nasprotni smeri in dovoljenje in s tem ogrožajo ostale udeležence v prometu. Samo veseli smo lahko, da se še do zdaj ni zgodilo nič na tem območju. Skupaj s starši zato podajamo predlog za obratno smer vožnje ob potoku po Kopališki ulici, saj bi bilo za učence bistveno varnejše, ker bi se na ta način izognili nevarnemu prečkanju ceste. Preteklo šolsko leto in nov začetek smo preživeli varno in mirno. Želimo, da bi tako bilo tudi letos, saj bomo zelo ponosni, če bodo naše aktivnosti prinesle varne rezultate in se bo vsaj del naših želja, ki smo jih podali s predlogi, uresničil. Vsem, ki ste nam pomagali do dobrih in varnih rezultatov, se iskreno zahvaljujemo. Učenci osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica s svojimi mentorji. Srečanje je bilo umeščeno v okvir oktobrskega tedna otroka, ko se praznuje tudi svetovni dan otroka. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 7. do 14. oktobra obravnavali 12 kaznivih dejanj. Od tega 1 dejanje tatvine, 3 dejanja velike tatvine, 3 kazniva dejanja grožnje, 1 kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje nasilja v šoli, 2 kaznivi dejanji goljufije in 1 kaznivo dejanje predrzne vožnje v cestnem prometu. Slovenska Bistrica. Neznani storilec se je v podjetju lažno predstavil kot uslužbenec drugega podjetja in na osnovi dobavnice iz skladišča podjetja odpeljal material ter s tem oškodoval podjetje za 600 evrov. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil več različnih kosov nakita in zlatnine in s tem dejanjem lastnika oškodoval za 50.000 evrov. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil več različnih kosov zlatnine ter gotovine v različnih apoenih in s tem lastnika oškodoval za 3.500 evrov. Policisti so bili obveščeni o 14 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali 6 nesreč kot prekršek, v 8 primerih pa so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 4 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 5 obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče v Mariboru. Ob tem je bilo izdanih tudi 28 plačilnih nalogov, začasno so bila odvzeta 3 vozniška dovoljenja in zasežena 3 vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 2 intervenciji, in sicer 1 na javnem kraju in 1 v zasebnih prostorih. 1 intervencijo so zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška, v drugem primeru pa so kršitelju izdali plačilni nalog. 15. oktober, dan športa v naši državi in tudi ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije leta 1991. Prav na ta dan, 15. oktobra leta 2019, se je v Viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici odvila slavnostna akademija ob 60. obletnici judokluba Impol. Več kot 3000 mladih Bistričanov in okoličanov je v 60 letih spoznavalo skrivnosti juda,
Le nekaterim pa je bilo dano, da znanje in sposobnosti preizkusijo in uveljavijo v svetu. Odgovor na vprašanje, kako to, da je Slovenska Bistrica postala tako močno in pomembno judoistično središče, se skriva v ljudeh, katerih delo in trud odsevajo kamenčki tega mozaika. Prijateljstvo, vztrajnost, trma, zagnanost in želja po uveljavitvi so stalnice teh Impolovih desetletij. S ponosom lahko povem, da 60 let judo kluba v Slovenski Bistrici predstavlja tudi 60 let nosilnega športa. In za ta šport se danes odločajo, kljub temu mladina, kljub drugim športom, ki tudi obstojajo, se odločajo in zato tudi smo prepričani, da bo judo v Slovenski Bistrici še dalje živel. Najbolj svetlen trenutek je ta, da klub ni imel nikoli težav, ni imel nekih notranjih razprtij. Judo klub je vedno, bom rekel, odlično deloval, ima odlične, lojalne pristaše kluba, volonterje, ki tu radi pomagajo v klubu. Tega ni nikoli zmanjkalo in to me veseli, da vlada neka kolegialnost, lojalnost, pripadnost do tega športa. Danes, če hočeš uspeti v tem športu na najvišjem nivoju, je potrebna sigurno profesionalnost čista, za kar pa mi se zaenkrat nismo še odločili. Samo taka profesionalnost in predanost celodnevnemu treningu lahko prinaša rezultate, v nasprotnem primeru pa se moramo zadovoljiti z malo manjšimi uspehi na pač nižjih ravneh, kot so državna prvenstva in pa tudi udeležba na mednarodnih tekmovanjih, ki pa tudi na koncu koncev lahko rezultira s kakim dobrim rezultatom. Tako kot smo že na zadnjih videli udeležence olimpijskih iger, udeležence na evropskih prvenstvih, malo je zmanjkalo za medaljo, tako da te zadeve so pa čisto možne. Ob tej priložnosti je bilo podeljenih več kot 80 priznanj. Nekaj teh je bilo podeljenih med tekmovalce, ki so v minulem desetletju od leta 2010 do leta 2019 dosegli vrhunske rezultate na domačih in mednarodnih prizoriščih. Posebno zgodbo kluba so izpisali tudi športni delavci, ki so z dolgoletnim delom pomagali pri delovanju kluba. Priznanje za podporo pri razvoju kluba so prejeli tudi medijski poročevalci, med njimi tudi naš javni zavod za informiranje. Plaketo pa so ob tej priložnosti prejeli Občina Slovenska Bistrica, Judo zveza Slovenije in že od samega začetka generalni sponzor skupina Impol. Skupina Impol je ponosen sponzor judo kluba. Potrebno je poudariti, da skupina Impol je družbeno odgovorno podjetje. Mi vemo, da moramo tudi okolju, v katerem se nahajamo, nekaj vrniti. Z tega razloga podpiramo kar nekaj športnih klubov v Slovenski Bistrici. Prav gotovo bomo s tem nadaljevali, ker se to od nas po eni strani tudi pričakuje. Seveda judo klub Impol je lahko kar rečem na prvem mestu. Podpiramo jo že od samega začetka, to pomeni že 60 let. Klub je v svoji zgodovini vodilo kar nekaj predsednikov, ki so bili v svojem delu zelo uspešni. Priznanja jim je podelil podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada. Največji aplavz pa so doživeli ustanovitelji kluba in nato dolgoletni delavci v klubu. Franc Pliberšek, Jože Soršak, Ivan Brbre in Adi Grajf, ki so z mladostnim zanosom davnega leta 1959 iz mariborskega judo kluba Kovinarja judo začeli uveljavljati tudi v domačem kraju. Bilo je vse tako, kak smo si zastavili, močno smo delali, skromno živeli in to je to. Recimo na teh tako zvanih ligah, ki pravzaprav ni bila moja prioriteta, je bilo dvorana polna, telovadnica, to je bil pravi šov včasih, ja. Tako da si moral meriti navijače, ker to je le pravzaprav borilni šport in včasih preseže tudi čez blazino. Res zanimive so bile zgodbe v tistih cajtih, ja. In kako bi vi strnili torej 60 let judo kluba Impol, spremljate ta klub, ste na tekočem, kaj se v klubu dogaja, spremljate tekmovalce, kako ste vi zadovoljni z razvojem tega kluba, z dosežki v 60 letih? Jaz bi
recimo zadnja leta težko ocenjeval, ker lahko je biti pameten, če nisi poleg. Ne? Pravzaprav rezultati kažejo prizadevnost, odnosno strokovno znanje v klubu. V športu ni možno nič skriti. Če dobro delaš, so rezultati, če nisi pri stvari, pač je malo manj. Najlepšo zgodbo kluba so izpisali olimpijci Stanko Topolčnik, Janez Vidmajer, Franc Oščko, Filip Leščak in Matjaž Ceraj. Dvakrat je kot član Impola pod olimpijskimi krogi nastopil Filip Leščak, tretji nastop je doživel leta 1992 v Barceloni kot član Ptujske Drave. Ja, moram reči, da če ne prej, se vsake 4 leta sigurno spomnim na olimpijske igre, pa tudi včasih mi uidejo misli na te lepe trenutke, pa tudi na ta tekmovanja. Vso športno kariero svojo v bistvu včasih preživljaš. Kaj prevladuje v tem sodobnem judu in kaj je prevladovalo v tistem judu, ko ste nekako vi bili tisti na vrhu? Jaz mislim, da je prej in zdaj se nekaj veliko spremenilo. V judu moraš biti kompleten športnik, moraš biti psihično in fizično dobro pripravljen. Po vsem, kar se je v judu dogajalo v 60-ih letih, je na mednarodno sceno vstopala tudi naša občina. Judoisti so v vseh teh letih dokazali, da je predvsem zaradi njih Slovenska Bistrica prava športna občina. Zdaj danes seveda gre priznanje ne samo vsem tekmovalcem, ampak tudi vsem trenerjem, zadaj je seveda ogromno dela, potem vsem športnim delavcem, funkcionarjem, da stvari seveda lahko uspešno tečejo. Jaz verjamem in tudi želim še kakšnega olimpijca tudi mogoče že naslednje leto, ne? Tako da bo ta panoga še naprej ena izmed tistih nosilnih tukaj pri nas v Slovenski Bistrici. Pomembno tudi je za vsakega tistega mladega, ki ga odtegnejo športniki delavci, tako kot drugod, v drugih športih tudi v judu, od računalnikov, od teh tablic, da zamenja pravzaprav te tehnično navlako, jaz temu pravim, za kakšno blazino in da pomeni to vse ta športni duh, tekmovalnost, na drugi strani pa tudi neko delanost, disciplino. Vemo, da so vsi naši športniki praviloma tudi uspešni potem kasneje v življenju. Pred judoisti Impola pa so že novi izzivi. V to zgodbo sta vključena trenutno najboljša Teja Tropan in Vito Dragič. Ja, motivacija je skozi, vedno večja je, vedno bolj se bliža Evropsko prvenstvo. Še zadnje priprave bomo oddelali in delamo na tem, da bo rezultat čim boljši. Imamo odlične pogoje v klubu za delo, tako iz strani sponzorov kot tudi občina, vse res pogoji so vrhunski, tako da mislim, da rezultati ne bodo izostali. Navijaš pa tudi seveda za Vitota, da mu uspe torej tisti olimpijski meč, če se kar takole izrazim, prihodnje leto olimpijske igre v Tokiu. Vito, vse je podrejeno verjetno temu dogodku? Ja, lahko rečem, da res mi vsi pomagajo, tudi mi je všeč, ko dobim podporo od mlajših generacij. Tako so meni Ceraj, pa vsi predniki, tudi Špes, Vučko, Očko, Leščak, pa še vsi prej nekako lahko rečem omogočili vse to, se so pridobili sponzora, razvili judo. Upam, da mes tudi v bistvu njim to pot nekako še razširil, pa jih malo potisnil v to smer. Upam, da vidijo, kaj vse judo lahko da. Mogoče ne tako polna finančna plat, kot ne vem, pri košarki ali pa ostalih ekipnih športih, ampak dobiš pa nekih življenjskih izkušenj, ki si jih lahko večno hvaležen. Sedaj si ti tisti dejansko vodja v tem judo klubu Impol po rezultatih, po tekmovanjih, torej po nastopih na mednarodnih prizoriščih. To je velika obveza in hkrati tudi velika čast. Ja, definitivno je velika obveza, sicer sam se s tem toliko ne obadam, v bistvu se tudi športnik ne sme, ampak ja, tako sem že rekel, čast, obveza, to je meni super, daje mi to moč, daje mi ta kerozin v bistvu, da lahko poletim med najboljše in mislim, da sem zmožen, mislim, da so tudi oni zmožni, tako da upam, da bo to zmožnost Teja pokazala že čez en mesec. Za kulturni program sta poskrbela Petra in Sergej Rupret in glasbena skupina 32 milogramov.
In to je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni tedenski informativni oddaji Bistriški tednik. Pa vse dobro vam želimo do prihodnjič in srečno.